Po predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi so se iz vseh strani usule kritike, v veliki večini slabe. Čež da zakon ne rešuje, kar bi moral, seboj pa prinaša eno veliko zmedo. Četudi naj bi uredil bivanje v domih za ostarele in oskrbo na domu, se je predlog o zakonu po mnenju mnogih obrnil popolnoma nasprotno smer. Seveda, Centri za socialno delo smo se takoj lotili proučevanja tega predloga in smo ugotovili nekatere stvari, ki nam dejansko niso všeč, se stališča tudi naših uporabnikov. Recimo predlog v izhodišču ne upošteva dejstva, da se dolgotrajna oskrba zdaj odvija predvsem znotraj skupnosti in pa družine. In zdaj v bistvu vse leti na to, da bi stvar bila uniformirana in v bistvu ne bo nobenih možnosti inovacije, ker se ne bo plačevalo, in ne bo nobenega prilagajanja posameznim okoljem. Ker vemo, da je specifika na enem koncu Slovenije taka, na drugem koncu drugačna. Zakone, ki se nas tičejo neposredno, pogosto ocenjujemo glede na vpliv, ki ga imajo na nas same. Seveda ne da se točno izračunati, zaradi tega, ker v predlogu ni točno vsega navedeno, kako bi sploh, oziroma ni nekih postavk, da bi lahko izračunal, koliko bo sedaj posameznika stala neka storitev, ki jo recimo sedaj koristi. Če se ponovno obrnemo na predlog zakona, se ta obrača predvsem na številke in hkrati stran od smernic, za katere so se v domu za ostarele trudili v zadnjih letih. Zdaj, če gledamo ta predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil v lanskem letu predan, ne obeta nič dobrega, tako iz strani uporabnika kot doma samega. Predvsem je problem v tem, da je samo delan iz vidika zdravstvenega vidika, tega socialnega vidika pa skoraj da ne opazimo, kar je bistvo življenja v domu. Če gledamo, da smo domovi v zadnjem času, naš dom je 4. generacije in tudi ostali domovi stremijo k temu, gospodinjskim skupnostim, družabništvu, življenju samemu v domu, tega ni. In bistvo tega je življenje v domu. Zdaj, če gledamo ta predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil v lanskem letu predan, ne obeta nič dobrega, tako iz strani uporabnika kot doma samega. Predvsem je problem v tem, da je samo delan iz vidika zdravstvenega vidika, tega socialnega vidika pa skoraj da ne opazimo. Ob tolikšni količini neodobravanja iz vseh strani se zdi, da Ministrstvu za zdravje ne preostane druga, kot da se stvari lotijo začetka s pogovori z nekaterimi pomembnimi skupinami deležnikov.